in Jezus in Marija, spoštovane gledalke in gledalci pred malimi ekrani. Danes sem na obisku v samostanu Olimje in prav je, da besedo predam tukajšnjemu predstojniku. Bog vas živi, predstojnik Ernest v naši domači oddaji Pot poti in prosim vas, če se nam na kratko predstavite. Ja, jaz sem pater Ernest Benko, minorit. Rojen sem v Mariboru, drugače otroštvo sem preživljal v Selcih, sredi Slovenskih goric. Potem sem učil semenišče, postal redovni duhovnik in sedaj živim tukaj v Olimju že 10 leto. Kje leži vas Olimje? Kako lahko pridemo do vas, kajti gledajo nas tudi gledalci ne samo po celotni Sloveniji, tudi preko krščanskega strežnika RKC, pa bi kar vas prosil, da poveste, kje pravzaprav sem jaz danes vaš gost. Ta vasnica je res zelo skrita in če bi pred kakšnimi 20 leti nekoga vprašali, kje je vas Olimje, sem prepričan, da ne bi prav nišče vedel razen tih okoliščanov, kjer se ta vasica nahaja. No, danes je pa zelo znana po našem samostanu, stare lekarne, predvsem pa po veliki turistični ponudbi in se nahaja blizu term, ki so jih nekoč imenovali atomske toplice. Danes so pa tudi te terme dobile naslov oziroma ime prav po naši vasici in se imenujejo Terme Olimja. To je v dolini Obsotelja, blizu Podčetrtka in je skrita pod Goro Rudnico. Ali je bil tu od nekdaj že samostan? Samostan je bil ustanovljen leta 1663, ko so sem prišli Pavlinci. Kraj pa so omenjali že v 11. stoletju. Takrat je tukaj stala neka trdnjava, Turnc Olimje, tako je zapisano v dokumentih. In to trdnjavo so potem prezidavali, dozidavali, obnavljali in tako naprej. Tukaj je postal pravi podeželski dvorec leta 1550, ko je grof Tattenbach nadzidal takratno stavbo in vse skupaj obnovil v renesančnem stilu. Takrat je potem kupil zagrebški protonotar Zakmardi in ga je podaril Pavlincem iz Lepoglave. In takrat, ko so Pavlinci prišli v Olimje, je tukaj nastal samostan. Kdo so bili pavlinski menihi in zakaj se tako imenujejo? Ti menihi so v začetku živeli kot posamezniki po raznih samotnih krajih, predvsem na Madžarskem, pa tukaj na Hrvaškem. Potem jih je pa kanonike vzebi, združil in so nastali red, ki so si vzeli ime po svetem Pavlu Puščavniku, svetem Pavlu Tebanskem, kot mu rečemo. Nekako so v njem videli svoj ideal svojega življenja in od začetka so ti redovniki v resnici bili, čeprav so živeli v skupnosti puščavniki, zelo veliko so gojili premišljevalne molitve, potem opravljali so slovesno skupno bogoslužje, branje dnevnih molitvenih ur in veliko so gojili tudi tišina. Po drugem Vatikanskem koncilu so se prilagodili bolj za pastoralne razmere, čeprav tiste temelj njihove duhovnosti še je danes vedno, lahko rekel, puščavniška. Zelo pogosto se zbirajo k dnevnim molitvenim uram, še vedno gojijo tišino in častijo Mater Božjo. Ali ta red še tudi deluje danes? V Sloveniji ne, so pa na Hrvaškem. Namreč ta red je leta 1786 ukinil Jožef II. In so preživeli na Poljskem.
In to je bil seveda zelo hud udarec za ta red, ker so bili zelo močni na Madžarskem, na Hrvaškem in po ukinitvi reda so kar nekaj časa, bi lahko rekli, kar životarili in se šele pozneje dodobra obnovili. Leta 1972 so se vrnili nazaj na Hrvaško in danes imajo na Hrvaškem, mislim, da 5 samostanov. Tukaj v Sloveniji pa ni, ker, kot sem že rekel, Jožef II. Je Olimski samostan zaprl že nekaj let prej, predne je bil Pavlinski red razpuščen leta 1783. In takrat so se patri odselili na Hrvaško in od takrat naprej v Sloveniji tega reda ni več. Kot sem prej omenil, sem gost v samostanu Olimje. Z čim vsem se v samostanu ukvarjate? Ja, to je sedaj minoritski samostan. Namreč moram malo povedati zgodovino tega samostana. Po odhodu Pavlincev leta 1673 je ta samostan doživel ene hude udarce in spremembe. Leta 1806 ga je kupil grof Atems, namreč na dražbi so ga prodali. Bil je po ukinitvi Pavlincev, je bil last Štajerskega verskega sklada in ti so ga potem na dražbi prodali. In ker grofje niso potrebovali te stavbe in istočasno so bili veliki davki na stavbe, predvsem na število oken in površino strehe, zato so Atemsi 2 dela tega samostana, 2 trakta zrušili. Ostal je samo tale sprednji, ki še danes stoji. Potem zgornje nadstropje so dali Atemsi župniku za stanovanje, ker tu je bila po odhodu Pavlincev ustanovljena župnija. V prvem nadstropju so pa ponavadi imeli svoje delavce, lugarje, ker tu so okrog velike površine gozdov, ki so pripadale Atemsom. In v tej stavbi je potem njihov lugar imel svoje stanovanje. V koncu druge svetovne vojne so nažalost lastnika tega gradu, Vando in Janeza Atemsa, partizani ubili in tudi starejšega sina. Ostali otroci so zbežali v Avstrijo in ta stavba z vsemi posestvi Atesovi je bila nacionalizirana. In ta nacionalizacija še vedno obstaja. Sicer teče ta postopek denacionalizacije, ampak to še ni končano. In država je leta 1990 ponudila ta samostan, nekdanji Pavlinski samostan, koliko ga pač ostalo, nam minoritom in mi smo tukaj podnajemniki. Namreč pogodba je z mariborsko škofijo in škofija pa je potem z nami naredila pogodbo in tako smo mi danes skrbimo za to poslopje, ga vzdržujemo in to je pač naše stanovanje. Ali nam lahko poveste tudi kaj o vaši lekarni? Verjetno gre za najstarejšo lekarno v Sloveniji. Ja, lekarna je v pritličju tega samostana in ta lekarna zraven župnije tudi nekako urejuje našo dejavnost tukaj v Olimju, urejuje tudi naš dnevni red. Prej ste me vprašali, s čim se ukvarjamo. Najprvo je gotovo tukaj naše pastoralno delo. Župnija sicer ni zelo velika, je 550 župljanov, vendar je zraven tega še pomoč po okolici, kjer kakšen duhovnik zboli ali je odsoten, kaj potem pomagamo tam.
Potem pa mi v glavnem sprejemamo tukaj turiste, ki prihajajo sem, da se ogledajo to slavno lekarno. To, da so Pavlinci imeli lekarno, to za tiste čase ni bilo prav nič posebnega. V tistem času so verjetno imeli prav vsi samostane lekarne, ker to je bila potreba časa. Takrat ni bilo tako, kot je danes, da imamo vsi zdravstveno kartico, nekje v žepu, pa greš zdravniku, pa greš v ambulanto, pa greš v lekarno in dobiš zdravila in tako dalje. Takrat so se ljudje v glavnem sami zdravili. No, menihi so tukaj imeli eno posebno mesto, prvič zaradi tega, ker so znali latinsko in so se lahko služili z knjigami, ki so jih napisali zdravniki že v antiki, na primer. In so potem imeli veliko več znanja, kot pa samo, na primer, kakšne zeliščarice po vaseh. Druga prednost je bila, samostani so bili takrat polni menihov in oni so zlahka žrtvovali 2-3 člane svoje skupnosti za to delo. In pa še ena prednost je bila, oziroma kar je tudi vplivalo, namreč v pravilih, v vodilu je bilo menihov, je bilo zapisano, da morajo skrbeti tako za svoje zdravje oziroma za svoje bolnike, kot tudi za bolnike okrog samostana. In tako so Pavlinci pač tukaj določili eno sobo v pritličju, kjer so lahko prihajali tudi ljudje od zunaj za lekarniško dejavnost. Po odhodu Pavlincev je seveda oprema se izgubila. Namreč zanimivo je, da ob času, ko je Jožef II. Zaprl samostan, Pavlinci niso imeli več svojega lekarnarja, ampak so imeli že enega civila, enega žagarja, žagar se pisal, ki je upravljal to lekarniško dejavnost. In on je po odhodu Pavlincev še 2 leti deloval v Celju, potem se pa preselil oziroma 2 leti še deloval tukaj v Olimju, potem pa se je preselil v Celje in mi predpostavljamo, da je pač on pobral vse, kar je rabo, ostalo pa so verjetno ljudje raznesli, tako da od opreme se ni ohranilo nič. Ohranila pa se je čudovita soba z freskami, ki govorijo o zdravilstvu. Morda bo zanimivo za naše gledalce, kako pravzaprav pripravljate zelišča? Zakaj smo se mi sploh začeli ukvarjati z zeliščestvom? To je zanimivo, ker danes se pač več samostane s to dejavnostjo bolj malo ukvarjajo, ali pa ukvarjamo. Ampak tukaj v Olimju so ljudje prihajali si pogledati to staro lekarno in potem so tako malo izzivali naše patre in so govorili, ja, če že imate tukaj staro lekarno, zakaj pa potem nič ne ponudite? Saj vendar, če se imenuje stara lekarna, to se pravi, to je nekoč morala biti živahna dejavnost zdravilstva, tradicionalna medicina. In potem smo res začeli malo razmišljati o tem, malo pobrskali po naših arhivih in marsikaj se je dalo najti, odkriti in smo potem začeli gojiti zdravilne rastline. Najprvo smo jih nasadili okrog samostana, tako da jih ljudje lahko vidijo in prepoznajo. Kajti zdi se mi, da bi se ljudje radi vrnili nazaj k tradicionalni medicini. Mislim, ne v tem smislu, da bi to bila kakšna, kaj pa vem, nasprotje moderne medicine in tradicionalne medicine. To gre z roko v roke, to se nadopolnjuje. Ampak res je, da danes, na primer, ne vem, zdi se mi, da vse preveč smo se navadili na neke instant hrane in pijače in tako dalje. Narava nam pa nudi toliko
toliko zdrave hrane in tudi rožic je toliko po naših dvoriščih, travnikih in tako dalje, ki v sebi nosijo zelo elemente, ki so zelo pomembni za naše zdravje. In če bi se ljudje pripravili en dober čaj, bi vsekakor s tem spodbujali svoje zdravje. In ker se ljudje tega zavedajo, ampak nimajo dovolj znanja, zato smo jim mi nasadili te rožice okrog samostana, jih tudi označili z napisi, tako da jih lahko vsakdo prepozna, pa tudi ve, zakaj se uporabljajo. Torej, to je to. To ste zelo lepo povedali, tudi velikokrat slišimo, da za vsako bolezen raste rožica. Tukaj ste res doma v osrčju narave. Ali lahko opisate kakšno zdravilno mešanico, na katero ste najbolj ponosni? Takšnih, da bi bili prav posebej ponosni, nimamo, ker za vsako bolezen je pač neka druga mešanica. In pač, če ima nekdo, pokvarjena jetra, potem je to gotovo za njega ta najboljša mešanica ta, ki je za jetra. Drugi, ki ima holesterol, bo seveda rekel, viš, to je pa najboljša mešanica, ker mi je izbila holesterol, ne? Ali pa naprimer nekdo, ki ima, tako kot jaz, težave s pljuči, pa če dobi dober čaj, da mu pomaga izkašljavanje in bo rekel, viš, to je pa najboljši čaj, ne? Tako da jaz mislim, da je vsak čaj, ki ga pač pripravljamo, je za tiste, ki imajo potrebo po tem čaju, za tiste je ta čaj najboljši. Prej ste omenili red minoritom, morda čisto kratko nekaj o tem redu. Ja, mi smo sinovi svetega Frančiška Asiškega, manjši bratje, minorite, ne. Tako se je imenoval red v začetku. Pozneje se je red razdelil na 3 veje, na frančiškane, kapucine in minorite. In mi delujemo tukaj v Sloveniji, v glavnem na Štajerskem. Smo prisotni tudi v Ljubljani, pri Piranu, potem na avstrijskem Koroškem, delujemo med slovenskimi Korošci. Ker so z nami tudi gledalci oddaje Pot poti, ki še verjetno niso spoznali Božje ljubezni, velikokrat slišimo izraz pokorno bogoslužje. Kaj pomeni ta izraz? Pokorno bogoslužje je en obred, ki človeku pomaga, da se bolje pripravi na sakramentalno svetospoved ali pa da bolje spozna svojo življenjsko pot, ki morda ni bila v skladu z voljo Božjo. Namreč vemo, da ljudje pač smo takšni, kot smo. Smo dobri, včasih pa nas manjka moči za dobroto in naredimo tudi slaba dejanja. In tako kot je človek ponosen na vse, kar je dobrega naredil, tako ga tudi vsako zlo, ki ga je naredil, spremlja, bremeni. In včasih ljudje so kar nekam žalostni, zagrenjeni, in niti pravzaprav ne vejo zakaj, ker niso sposobni, da bi pogledali v svojo notranjost in nekako ločili seme od plev. To sem dobro naredil, to sem slabo naredil. In spokojno bogoslužje je pripomoček, da človek spozna ravno to dvoje, kar se v življenju dobrega naredil, kar se slabega naredil. In spokojno bogoslužje potem človeku tudi pomaga, da se svojih slabih dejanj pokasa, prosi Boga odpuščanje in če je potrebno tudi opravi sakramentalno svetospoved. Vem, da smo velikokrat slišali o križu. Kaj je pravzaprav križev pot in kaj v njem razmišljamo? V vsaki cerkvi lahko vidite postaje svetega križevega pota. To je 14 postaj,
ki spremljajo Jezusa od obsodbe pred Pilatom pa vse do njegovega groba. To je ena čudovita pobožnost, ki je pa predvsem, čeprav ponavadi, ko molimo križev pot, imamo pred seboj tudi neki tekst, ki nam pomaga premišljati, predvsem pa je to premišljevalna molitev. Namreč v Jezusovem križevem potu se vsak izmed nas. Včasih se najdemo v Jezusovi vlogi, velikokrat pa najdemo tudi v vlogi ljudi, ki so Jezusa spremljali. Kadar človek trpi, se najdeš prav v Jezusovi vlogi, ko je bil obložen s križem, zasovražen, tepen, je padal in tako dalje. Včasih se najdemo v vlogi Veronike, ko moramo streči bolnikov, pa nam je morda malo težko, ali pa ne reče ravno bolnikov, kadarkoli moramo streči ljudem, pa se nam morda zdi to delo že utrujajoče in se človek spomni na Veroniko, kako je iz ljubezni podala Jezusu prt in Jezus ji je dal sliko svojega obraza. In to je spodbuda človeku. Če dobro delam, Bog na mene ne bo pozabil. Bog bo obnavljal v meni svojo sliko. Tako se lahko najdemo tudi v Simonu Cirencu ali pa v vojakih, ki so Jezusa pretepali, ga pribili na križ in tako dalje. Molimo samo v posebnem času križev pot ali tudi drugače za življenje? Križev pot je pobožnost, ki jo lahko ki jo lahko molimo in gojimo vsak dan. In mnogo redovnikov in redovnic in tudi laikov je, ki ga upravljajo to pobožnost vsak dan. Ker premišljevati Kristusovo trpljenje, to je velika šola. To je šola ponižnosti, šola vdanosti v voljo Božjo in še marsikaj. Kaj pomeni, da gleda človek svoje življenje skozi Jezusove oči? Ja, to je pa naš ideal. Namreč danes opažamo to, da smo se naučili, kako bi morali živeti, torej v teoriji vemo, kako bi morali živeti, v praksi pa nažalost dostikrat od tega odstopamo. In tako na primer starši učijo otroke, kakšni naj bodo, sami pa tega ne živijo. Nažalost je to dostikrat primer tudi iz naših vrst. Duhovniki znamo čudovite nauke davati ljudem, sami pa dostikrat živimo malo mimo tega. In pogledati na svoje življenje z Jezusovimi očmi je prav to, ali je moje življenje v skladu z voljo Božjo. Jaz se spomnim, ko sem bil še v malem semenišču, nam je vzgojitelj velikokrat rekel, kadarkoli si pred kakšno odločitvo, bodi si veliko ali manjšo, vedno se vprašaj, kaj bi sedaj naredil Jezus na mojem mestu. Kako na to stvar gleda Jezus, kako gleda na to Bog. In ko si tako premislil, potem si skoraj vedno, ali pa ne skoraj, vedno si izbral tisto ta pravo pot. Ker nisi gledal na njo z neko, tako samo človeškega vidika, ampak si z Božjega vidika. In to je tisto, za čim se moramo neprestano truditi, da bi živeli v skladu z voljo Božjo, tako kot Bog želi. Volja je mir v srcu. To ste takole čudovito povedali. Velikokrat srečamo besedo ponižnost. Kaj pravzaprav ta beseda ponižnost pomeni na kratko? Ponižnost. To je težko obesediti, kaj je ponižnost, ker
poznamo pravo ponižnost, poznamo puklavo ponižnost, ne, in primer nekdo se dela ponižnega, ne, ja, pa ja, ne bi pa tako, ne, pa se jaz nisem sposoben, pa tako, ne, in se dela samo zaradi tega, da ga da čim dalje časa prisiliš in tako dalje, da potem on izstopi kot nekdo. Ponižnost. Gledati Jezusa Kristusa, kakšen odnos je imel do človeka, kako je opazil stisko ljudi, ali pa na primer Marijin primer v Kani Galilejski. Takrat, ko je zmanjkalo vina, bi Marija lahko naredila tako, kot pač ponavadi ljudje naredimo, kar malo privoščimo, ne, pa rečemo, ja, kaj se pa grejo, kaj so si pa naredili takšno gostijo, zdaj pa vina nimajo. Marija pa opazi zadrego, nič ne govori, samo k Jezusu gre in reče, vina nimajo, ne, pomaga jim, to bo zadaj škandal in tako naprej reši. Vidite, tista ponižna dekla, ne, ni najprej šla k ženi, no pa rekla, jaz bom posredovala. Samo tako ponižno je rekla, ja. Ta krepost, več je, lepše nam je na tem svetu, ne? Več, ko je ponižno, tiste prave ponižnost, ne narejena. Veliko je, čeprav ta ponižnost ne pomeni, da jaz ne izkoristim svojih darov, da ne bom včasih tudi jasno in glasno povedal svojega mnenja, ker tudi zato je potrebno ponižnost, veste. Če ti, na primer, nekoga opozoriš na njegove napake, je to lahko eno veliko delo ponižnosti, zaradi tega, ker ti veš, da boš dobil nazaj eno hudo brco, ker nišče se ne pusti vodite, vzgajate, ne, to smo strašno občutljivi, če nas nekdo opozori na naše napake. Ja, se pravi, to je ena kompleksna stvar, ponižnost, tako da jaz ne bi znal tega tako točno razložiti. Bog daj, da bo tako. Tukaj tudi srečamo besedo nečimrnost. Kaj je ta beseda na kratko nečimrnost pomeni? Nečimrnost. Ja, imamo v Svetem pismu zelo veliko zapisano o tej nečimrnosti. Nečimrnost, čez nečimrnost in vse je nečimrnost. Tako pravi Sveto pismo in ker sem bil mlad, nekako nisem imel preveč rad tega, nekako se mi je to zdelo malo pretirano in vse skupaj. In še danes te besede mislim, da je popolnoma ne razumem. Ampak jaz mislim, da je nečimrnost to, ko na primer toliko damo na tu zemeljsko življenje, pa samo, da bomo spadli, pametni, da bomo spadli malo lepši, kot smo, bolj dobri in tako naprej. In potem se v tem smislu trudimo, ne. No, enkrat mi je prišla ena taka zlobna misel, na Veliko soboto sem blagoslavljal jedila, pa so bile ženske tako lepo pobarvane, lase so imele ene plave, druga rdeče, tretja zelene, ne vem kaj vse. In je bil kot pisani travnik v cerkvi, v glavnem so pa to bile vse starejše gospe, ne. In mi je takrat tako nekako pač, ne vem, zakaj mi je ta hudobna misel prišla, sem rekel, koliko nečimrnosti danes v času, ko obhajamo trpljenje Jezusa Kristusa, on umira na križu, ga imamo v grobu, mi se pa tako lišpamo. No, ko sem bil mlad, bi gotovo tega ne razmišljam, to sem zdaj razmišljal, ker sem že star. In veste, takšnih priložnosti, ko je človek nečimrn, je zelo, zelo, zelo veliko v našem življenju. In vse tisto, kar je nepomembno pred Bogom, ne, kar je samo zato, da izstopim, da se nekje pokažem, da delam za svojo slavo, da prekomerno grabim za sebe. To je nečimrno za mene. Ali je res, da človek, če hoče spoznati Boga,
mora najprej spoznati sam sebe in kako se to zgodi? Ja, spoznati sebe, to je delo celega življenja. Nikoli se popolnoma ne poznamo. Res pa je, da bolj ko opazujemo svoje dejanja, bolj ko analiziramo svoje misli, lažje bomo prišli do spoznanja, da nas vendarle vodi nekaj dobrega, pa da je tudi obstaja nekaj zelo hudega, kar ima vpliv na naše življenje. Sveti Ignacij Loyolski je to lepo razčlenil v tistih svojih duhovnih vajah pri različevanju duha in je začel tako čisto pri eni, bi človek rekel, popolnoma nepomembni stvari. Bral je knjige o življenju svetnikov in bral je knjige tistih, ki so opisovali življenje vitezov in je potem videl, ko to berem, ostaja miren v srcu. Ko to berem, je glih tako sladko kot ono, ampak pol me pa pusti nekje praznega. In tu je potem Ignacij začel razmišljati, kaj je zdaj s tem, zakaj je to tako, ne? Kaj je pravzaprav tisto, kar je pomembno v mojem življenju. Ne? In tako je prišel potem do Boga. Mislim, se ga že prej poznal, ampak vzljubil ga je, globlje ga je spoznal. In če človek pozna svoje zgibe, potem veš, kaj je od Boga in kaj je od hudega. In preko sebe prav gotovo, da lahko človek pride do Boga. Potem pa seveda so tukaj še tudi predvsem časi tišine, molitve, razne krize, ki se v življenju pojavijo. Če se takrat znaš poglobiti v sebe, boš skoraj neizogibno prišel tudi do Boga. Ljudje velikokrat naredijo, da se zgodi Božja volja, ampak velikokrat reče, da se zgodi njihova volja, kar jih velikokrat pripelje še večje skušnjave. Kaj je skušnjava in kako jo premagovati? Ja, skušnjava, kot je nekaj mika v greh. Skušnjav je na milijone, vsak človek ima svoje skušnjave. In vemo, to nas uči vera, da skušnjava prihaja ali od hudega duha, ali pa od nas samih. In če prihaja od hudega duha, to so izredno inteligentna bitja in točno vejo, ki hočejo človeku škodovati. Skušnjava je, veste, tako kot je nekdo napisal, nekaj, kar človeko veliko obljublja. Kot je nekaj mika v skušnjavi, naprimer otrok vidi tam denar, pa ja, zdaj ne vem, če je to danes skušnjava, ker že otroci imajo vsi denar, ampak v mojem času je pa bila to skušnjava. So imeli starši, ki je denar, tako da si vedel za njega, potem pa v trgovine tisti cukor, kot smo rekli, bombone, pa tako dalje. Pa si potem pa samo malo bi vzel, potem si pa kupil. No, pa se, če si slučajno se vdal v to skušnjavo, prvič, koliko je ta skušnjava obljubljala, kako bo tisti bombon, kako bo sladek. No, pa si ga kupil in si ga dal v usta in je res bilo tako blaženo, nekaj je bilo za nas bombone, tako sladko je bilo. Potem je pa mama odkrila, te je pa bilo vik in krik in včasih tudi batine in tako dalje. In pravi, veliko obljublja, malo daje, vse malo sladkosti dobiš, ko se pač vdaš v to ali ono skušnjavo. Nazadnje ti pa vse vzame, ker nazadnje tisto, kako se je končalo zaradi tega, ni bil ne denar, ne bomboni, so bili toliko vredni, koliko batin si dobil zaradi tega, ker si kradel. To je en takšen primer, banalni, je dober primer pri vsake skušnjave. Veliko ti obljublja, to je pamet dela in tako dalje. Potem ti da neko zadovoljstvo, nazadnje ti pa vse vzame. To so razne skušnjave, ki jih pač mora
vsak to sam premišljati. Torej se z te skušnjave skoraj ne splača iti, težko je ločiti, kaj je greh, kaj je skušnjava, verjetno to zelo povezano, gre tesno eno ob drugem. Ja, dokler ni našega pristanka, tako dolgo ni greh, ne? Ker skušnjave so dosti krat popolnoma ločene od naše volje, pridejo od zunaj, nam dejansko nam jih hudi duh navdihuje in nas vabijo in morijo, dokler ne rečem da, je to samo skušnjava in mi ne more nič slabega narediti, lahko me samo utrdi v dobrem. Ko pa popustim, torej najhujše je, ko greš, ko se začneš skušnjavo nekako pogovarjati, ne, kot je skušnjava, ne, pa saj to ni takšen greh, ne, pa reš, ja, pa saj res, pa saj to, pa mogoče pa res ni takšen, pa saj, ne, ko začneš to baratati, ne, potem si že, pol si že težko, da boš potem se zaustavil. Skušnjava je treba vedno takoj na začetku odločno odbiti, ali pa, tako kot so cerkveni očetje, nekatere, da se malo iz skušnjavca ponorčuješ, ne, da te skušnjavo tako malo, saj jaz vem, kakšna je ta skušnjava, ja, že vem, beži, to, s tem ne bo nič, ne, boš ti mene zavajal v to, kako bo meni to srečo prineslo, če pa jaz vem, da to meni ne bo nobene sreče prineslo. Kaj pomeni, da naredimo nekaj iz ljubezni do Boga? Pravzaprav bi morali delati vse iz ljubezni do Boga. Ja, pri meni to na primer izgleda takole, da zjutraj, ko se zbudim, najprej zmolim tisto molitev, Gospa moja, Mati moja, in se nekako izročim Marije v varstvo. Potem pa rečem, ljubi Jezus, pomagaj mi, da bi danes reč vse, kar bom delal, kar bom mislil, kar bom govoril, da bi bilo v tvojo slavo. Se pozabim na to, veste, na te sklep čez dan. Pride potem človek to, tiste vsakdanje stvari in pozabiš na to. Ampak če tako zjutraj narediš en takšen sklep, potem pa vendarle, ko so neke odločilne stvari, se pa le naspomniš na Jezusa in rečeš, tega nimam rad, ampak ja, vzemimo en taki primer, se vem, da boste to ven vrgli, ampak vseeno, ko ste vi prosili za ta intervju, nisem bil nič kaj voljen prej to pripravljam, a zadnje sem pa le rekel, mar naj bo za Božji čas, če je tukaj Božjega, pa naj bo za tako. Torej se človek da, če vidiš, da je pač nekaj, kar se ti zdi, da bi bilo nekaj dobrega, lahko nekaj dobrega prineslo. To v glavnem pomeni, da delaš v Božjo čast, ne? Da ne delaš sebi v čast za svojo lastno slavo, ampak da delaš zaradi tega, ker veš, da je to volja Božja, da Bog tako želi. To je res, če delamo Bogu v slavo, potem samo dobri Bog ve, komu je ta beseda, misel ali stavek namenjena. Kaj pravzaprav je spoved in kako se je potrebno na njo pripraviti? Kristjani velikokrat temu damo premalo poudarka, je pa zelo pomembno verjetno. Ne samo premalo. S tem, da so ljudje nehali hoditi k spovedi, s tem so si odrezali tisti kanal, po katerem prihaja mir in sreča v srce. Jaz osebno sem trdno prepričan, da je iza krsta nam najpotrebnejši zakrament sveta spoved. Človek sem in svojo slabost doživljam zelo pogosto iz dneva v dan. In ko človek, kot rečemo, pogrne, ko padeš v greh, kako se iz tega dvignete? Kolikokrat ni mogoče več tistega popraviti, kar si napak naredil. Glejte, že to, jaz na primer dostikrat
prehitro govorim in preden izrečem besedo, predno jo domislim. In se veliko krat ljudi užalo. Pa prosim za odpuščanje, pa mi ljudje odpustijo, ampak jaz še vedno čutim, da neka grenkoba ostane v mene. In ko gre človek spovedi, ko vso to grenkobo izložiš pred Boga, pa rečeš, Gospod, samo ti na koncu veš, zakaj sem to naredil. In tudi ti veš, koliko je tukaj mojega. V spovedi ti vse to izločam. Pa se z tega greha spoveš, potem pa človek doživi eno čudoviti mir v svojem srcu. Jaz hodim redno k spovedi, kaj to pomeni redno. Po potrebi. Kadarkoli vidim, da me kaj teži, poiščem spovednika in se spovem. Včasih je to enkrat na teden, včasih je to vsaka 2-3 dni, včasih je enkrat na mesec, kakor duša zahteva. Ali je res, da so se nekateri svetniki spovedali vsak dan? Ja, so. Tudi jaz sem poznal enega patra v Zagrebu, ki se je vsak dan spovedoval. No, jaz vsak dan jih nisem spovedal, ker so pa bili časi, ko sem tudi hodil vsaki drugi, tretji dan, kako je pač bila potreba. Jaz zdaj nisem zagovornik tega, da bi iz tega naredili neko pobožnost. Spoved ni pobožnost. Spoved je sakrament. In da sakrament prinaša človeku mir, kadar človek mir izgubi. In kadar človek greh naredi, mora iti k spovedi. To je potem vir človekovega veselja, sreče in tako dalje. Je prav, da kristjan vsak dan pomisli na svojo smrt oziroma večno življenje pri Bogu? Na večno življenje, ja, na tisto smrt, pa kaj jaz vem, je to potrebno misliti ali ne. Včasih so nam tisto smrt naslikali tam nekega ugostnjaka z neko koso. Mene ta slika nikoli ni niti prestrašila, niti vabila k sebi. Pravzaprav smrt, ne vem, kot otrok že, ko mi je babica umrla, ko mi je dedek umrl, so mi starši znali povedati in so to tudi bili trdno prepričani, da dedek in babica sta šla k Bogu. Tako da babica je umrla, torej več je ne bomo videli, ampak zdaj pa pri Bogu. In tako niti kot otrok nisem imel nekega odpora do smrti kot takšnega, da bi me to zdaj nekaj strašilo. Jaz se nikoli mrličev v življenju nisem bal, vsakega mrliča se lahko dotaknem in torej nimam nobenih strahov pred tem, ker mi je to, pravim, že od otroštva jasno, da človek nosi v sebi neumrljivo dušo, neumrljivo, telo propade, to že vidim sam v svojih letih, kako propadam počasi, duša pa ostaja sveža in mlada in ta se preseli k Bogu. Zdaj je smrt, ne vem, nekoč so, ko smo imeli duhovne vaje, so nam včasih rekli, da se moramo vživeti v to, da lahko nocoj umrem. Koliko god sem poskušal, to mi nikoli ni uspelo. Nikoli nisem mogel točno zamisliti, da lahko umrem. No, potem sem se pa res, ko sem bil v Afriki, v misijonih, sem se pa enkrat našel v tem situaciji, da sem bil prepričan, da me čez pol ure več ne bo. Ker sem bil tako hudo bolezen in je vročina rastla, sem seveda zdaj, ali se bo ustavilo in tako naprej. Takrat sem poklical svojega sobrata, se spovedal in potem sem rekel, da me pa pusti na miru, ide von. In jaz sem se takrat nekako tako spravil z Bogom, da ko sem videl, da se mi je vročina ustavila, sem bil kar malo razočaran, zakaj nisem zdaj umrl, takrat umrl. Tako na Boga, ja, misliti, absolutno, vedno, kdajkoli se človek spomni, to nas mora spremljati v življenju. Da smrt samo po sebi, to pa ne vem, jaz ne razmišljam o tem.
Kje ste pa bili v misijonih? Verjetno je tista molitev, vera drugačna v misijonih oziroma v predelu, kot je Afrika, Azija in tako naprej, kot v Sloveniji. Ja, jaz sem bil v Zambiji, ko sem prišel v Zambijo. Takrat je 2/3 ljudi že bilo krščenih, 1/3 približno od katoličanov, 1 od protestantov, 1/3 so pa še bili pogani. Vendar tudi tisti pogani, ki so še bili nekrščeni, že svojega poganstva niso več tako živeli kot prej. Moramo vedeti, da je poganstvo vendarle ena huda vera strahov. Torej, pogani so strahotno prestrašeni od duhov in to se smeš dotakniti, tega se ne smeš dotakniti, če se tega dotakneš, oni nimajo spovedi, mora potem nekaj narediti, da se od tega odrešuje in tako dalje. In ko so prišli krščanske misionarje in prinesli to vero v Jezusa Kristusa, potem odpuščanje, kot je ravno sveta spoved in tako dalje, to so ljudje z izrednim navdušenjem zelo lahko sprejeli. Tako da jaz ne moram reči, da sem živel glih med nekimi pogani, jaz sem živel med kristjane, ki pa je res, da so pa včasih malo pomešali, to pa res, krščanstvo z tisto svojo pogansko tradicijo, ampak tega je bilo že precej manj, kot pa mogoče v tisti prvi leti, ko so misionarji prišli v Zambijo. Tukaj tudi srečamo molitev za srečno zadnjo uro, ki pa je verjetno tudi pomembna, da se človek pripravi. Ja, to bi pa jaz res vsakemu človeku priporočal. Molite za srečno zadnjo uro. Kaj to pomeni? Danes, na primer, ljudje rečejo, joj, kako lepo smrt je imel, ker je iznenada umrl, kar tako vtresnalo ga je, pa je bil, pa ga ni bilo. Ja, po človeško gledano je to srečna smrt, ne srečna zadnja ura, zaradi tega, ker se nič ni matral, ko rečemo, nič se ni mučil in tako dalje. Ampak z Božjega stališča pa ne vem, če je to glih najbolj zaželjeno, vsaj jaz nimam glih takšnih želja. Jaz sem povedal, kako sem se pripravil na smrt v Zambiji. Poklical sem sobrata, sem se spovedal in potem sem imel še toliko časa, da sem se res predal Jezusu, sem rekel, Jezus, prihajam k tebi, bodi mi usmiljen, ne bodi mi sodnik, ampak odrešenik. To še se spomnim, da sem takrat moral. In vidite, če se človek tako pripravi na smrt in potem v miru umreš, ker si pusto nekako na tem svetu tisto, kar si na tem svetu zagrešil in se predajaš objemu vsemogočnega Boga. To je za mene srečna smrt, veste. To. In če imaš takrat priložnost, da se srečaš z duhovnikom, da sprejmeš zakramente, da sprejmeš Jezusa v svetem rešnem telesu, da ti duhovnik še podeli maziljenje, je to velika sreča za človeka. To, kar danes delajo ljudje, da namerno zavlačujejo z duhovnikom, dokler je bolnik že v takšnem stanju, da več ne more spregovoriti, potem pa kličejo duhovnika, če zdaj pa ti mazile, to ni prav. Čeprav je po eni strani tudi, po drugi strani tudi to res, da če nisi v prijateljstvu z Bogom skozi življenja, da boš težko naredil tisto pripravo na srečanje z Gospodom v zadnji uri. Razen, če ti je kdo to milost izprosil, če je res nekdo za tebe molil in da si pač tega Božjega usmiljenja potem deležen. Zato pač tisto, kar pravijo, kakšno življenje, takšna smrt, to je, kako živimo, tako umiramo. Se pravi, ta misel umrje tako, kako je že drži? Ja, po mojem to drži.
Tu imam veliko primerov, tudi toliko let sem že duhovnik, marsikaj sem videl in tudi nekako opazujem kot duhovnik. Ne. In jaz se spomnim, smo imeli enkrat in primer, umrla ena 100-letna gospa, zelo pobožna, veliko otrok je imela v življenju, dobro vzgojila in tako dalje. In jaz sem jo pokopal, torej sem moral imeti tudi homilijo, pa prej razmišljam, pa vse karkoli mi je prišlo na misel, kaj bi ji povedal, se mi ni zdelo nekako primerno ali kaj. In potem sem šel popolnoma nepripravljen maševati in sem samo rekel, ma Jezus, ti veš, kako dobra je bila, ti spregovori. In da vam rečem, jaz nimam pojma, odkot so tiste misli prihajale, ampak jaz sem tako opisal njeno življenje, to so misli samo prihajale. In ko smo mašo končali, potem mi je sobrat rekel, veš, človek si piše pogrebni govor s svojim življenjem. In to je res, veste. Kako v življenju živiš, tako boš tudi v koncu dobil plačilo od Boga, pa tudi, če hočete, še tisto zemeljsko. Ne. Človeku, duhovniku je dano, da takrat spregovori pravo besedo. Tisto, kar si je človek v življenju zaslužil. Jaz bi na koncu oddaje se želel zahvaliti vsem gledalcem, ki so me pripeljali k vam. Povedali so veliko lepega, dobrega. Imate tudi novicijat, kjer pripravljate mlade duhovnike. Pa bi vas morda še vprašal, kaj je tisto, da ste znali biti tako blizu temu ubogemu, kmečkemu človeku oziroma preprostemu človeku, kajti prejel sem toliko pisem, da čeprav vi za to vprašanje ne veste, vam ga vseeno na koncu še postavim. Jaz sem med kmeti odraščal. Torej, jaz sem na kmetiji bil rojen in mi smo imeli vsak dan delavce, skoraj vsak dan, torej ne ob nedeljah, ne ob prazniki, ampak tako, zelo pogosto smo imeli delavce. Moja sestra je bila 6 let starejša od mene, že morala delati, torej jaz sem praktično, mene so delavci vzgojili, jaz sem bil neprestano med njimi na njivi, pri vsakem delu. In zato jaz s preprostim človekom tudi nimam nobenih težav, kako se z njim pogovarjate. Ne? Mene je vedno bilo strah gospodov, ne? Ker tam sem se vedno čutil negotovega. In to, kad človek v otroštvu doživiš, to nekako tudi v starosti živiš. Ne, mislim, ne moreš, saj se človek marsikaj nauči, ampak v bistvu pa ostaneš tisto, kar si otrok doživel. In če je kaj dobrega v meni, jaz se gotovo imam za vse to zahvaliti svojim staršem, pa tudi tistim dobrim ljudem, ki so k nam hodili na delo. So vam tako lepe spomine na naše delavce, nekako so me, veste, takrat to je tisto, kar jaz danes tako zelo pogrešam, vzgoju, veste. Mene so delavci povedali, če kaj ni bilo narobe. Delavci so me tudi vzgajali, ne samo ata pa mama, ampak tudi delavci so povedali, Pebek, tega pa ne smeš reči, ne. Oni, ampak Pebek, to pa moraš tako narediti, ne. To so mi delavci tudi povedali, ne. In ali pa se spomnim in gospe Škrbinčeve iz osnovne šole, da je bila učiteljica, ne. No, to so pač bila 53. 54. leta in tako naprej, da vemo, kako so one morale nas učiti, učiteljice, da moramo pozdravljati zdravo, pa tako dalje. In je najprvo bila tista malo politična vzgoja, kakih 5 minut, potem je pa ta učiteljica nekako pozabila na tisto. Bolje pa postala tista dobra učiteljica, takšna, kot je bila, pa je začela. A ste spoštovali danes stare ljudi, ko ste šli po poti, a ste jih pozdravili, se niste s koga norčevali in tako dalje. Vidite, to je bila vzgoja, ki je, kaj pa vem, otroke nas je oblikovala in vse smo potem v življenju marsikarikrat delali proti tem spoznajem, ampak vedel si, to ni bilo prav.
to mora iti nazaj, ne? In to je tisto, kar človeka potem tudi vodi skozi življenje. Bog daj, da bi starši spet začeli to lepo vzgojo za življenje, pa tudi šola in vsi, ki smo pač odgovorni, da mlademu rodu pomagamo, da bi stopili na tisto pot, ki je darovanje, ki je pač pot do človeka, potrpežljivost, dobrota. Pokloni za sprejem, pogovor, plemenite misli in naj vam Bog povrne za vse to, kar ste naredili za tega malega človeka. Čeprav je tukaj beseda hvala premalo, vam jo isto izrekam. Vas pa, moji prijatelji, povabim, ko gleda oddaje o sveti deželi, morate biti z nami. Vse dobro vam želim na vseh življenjskih poteh, povabim vas tudi v samostan Olimje, kjer boste veliko lepega videli, slišali, pa vas lepo pozdravljam z tistim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija.